Celostna prenova stanovanja je izziv za vsakega, tudi izkušenega arhitekta. Zato bo še toliko bolj zdaj zanimivo videti, kako se je s tem izzivom spopadla študentka arhitekture, sicer opažena tudi v strokovnih krogih. Letos je bila namreč ena izmed prejemnic Vurnikovega študentskega priznanja, ki ga podeljujejo perspektivnim študentom arhitekture. Takole je prenovila svoj dom. Tole prenovljeno stanovanje je dokaz, da ni vse zgolj v visokem finančnem vložku. Veliko je tudi v trudu, znanju in lastnem angažmaju. Spoznajmo tole stanovanje mladega para, v katerem je veliko spontanosti, dinamike in inovativnosti. Ajda in Jakob, živjo, me veseli, da smo v vajinem prenovljenem stanovanju, pa me najprej zanima, kako sta sploh prišla do tegale. Ja, v bistvu tako, na začetku sva iskala stanovanje v Ljubljani, tako neko enosobno. Iskali smo najprej tako nekako stanovanje, ki ne bi bilo glih čisto v prvotnem stanju in potrebno čisto celovito obnove, torej z vsemi gradbenimi deli pa tako, da bi bilo malo prej vseljivo. Ampak potem se je to stanovanje pojavilo in naju, oziroma takrat še bolj mene, je predvsem prepričala ta velika terasa, ki je tako za stanovanje v bloku, se mi zdelo res super. Zanimivo, torej ste iskala ravno prav dotrajano stanovanje. Ja, v resnici, na začetku, ko sem jaz vstopila v igro, je bilo malo pogovora, joj, ne bi veliko prenavljali, to je preveč dela, zavleče se proces. To stanovanje je bilo v bistvu v prvotnem stanju iz 70-ih let še, tako da je izgledalo kar izredno dotrajano, ko smo prišli na ogled, ampak se je pa že takoj videla dobra zasnova in možnost, da lahko z malo posega omogočiš moderno življenje tukaj noter. Ker je Ajda še vedno študentka, je to pravzaprav njen prvi veliki realiziran projekt in neprecenljiva izkušnja. Tudi sama pove, da je bila prenova kar velik zalogaj, saj je vodila dela od najmanjšega detajla do končne podobe. Prenova je zajemala praktično vse, od električnih in vodovodnih inštalacij do podiranja stene, menjave tlakov in estrihov ter stavbnega pohištva. Ajda, kako ste si zamislili novo podobo tega stanovanja? Kaj je bilo glavno vodilo? Kako ste se ga lotili? V bistvu Jakobova glavna želja je bila, da bi imel fluidno stanovanje, ki bi omogočalo fleksibilno spreminjanje od prostora za druženje s prijatelji do dela od doma, do predvsem velika želja je bila funkcionalna kuhinja, ker rad kuha. Tako da je bilo stanovanje že od začetka, je bila glavna rdeča nit to, da kako zagotoviti nek moderen okvir, ki bo čim bolj podprl fleksibilno življenje, ki ga ima mlad človek. Ja, jaz bi rekel, da stanovanje res diha v neki mladostni spontanosti, neobremenjenosti in sigurno ima tukaj malo veze tudi omejen proračun. Ste se lotila čim bolj varčno tole speljati, ne? Predvsem nisva bila na začetku prepričana, ali to stanovanje obnavljava za dlje časa, ali se bova v bistvu čez par let selila kam drugam. Tako da sva hotela potem z manjce nižjim proračunom izvesti to obnovo. Ampak vseeno sva pa želela imeti neko prijetno stanovanje, tako da ni čisto najcenejša opcija posod, ampak nekako z manjšim proračunom sva želela delati. A imamo tudi nekakšen originalen linolej v vstopnem prostoru? Linolej ni originalen, je nov. Je pa res, da ko sva prišla v stanovanje, je bil linolej sicer zelo dotrajen. Mislim, je bila mogoče to opomnik za mene, da zdaj, če delamo z omejenim budžetom, lahko gledamo v tlake, ki so cenejši in tako je tudi padla izbira za linolej, ki pa je v veži položen tudi po steni, zato da zaščiti vežo ob morebitni umazaniji, ko se dviga kolo. Pri načrtovanju je Ajda poskrbela za funkcionalen in nevtralen okvir, ki dopušča, da značaj uporabnika doda dinamiko in igrivost. Slednje sta Ajda in Jurij prinesla v interjer svojo mladostjo, hobiji in spominki. Vitrina s pisanimi kozarci v kuhinji je zbirka skupnih potovanj. Kavč v dnevni sobi je od Ajdine prababice, obnovljen in oblečen v živahno rumeno. Ikonični stoli za jedilno mizo so bili nekoč v lasti družinske prijateljice. Kolo na steni pred sobe in pisani detajli, ki spalnici dodajo karakter, pa pričajo o njunih skupnih hobijih. In kakšna je zgodba s tole nastopno površino, ki v sebi skriva tudi knjige?
Torej, višinska razlika med teraso in dnevnim prostorom je bila že prisotna v stanovanju in to smo izkoristili sebi v prid, da smo v to višinsko razliko skrili radiatorje, ki ogrevajo celoten prostor, da pa smo potem ta zaslon, ki zakrije radiatorje, da smo mu dodali še uporabno vrednost, smo ga podaljšali v sedalno površino in dodatno širino uporabili za knjižno polico. Na prostorni terasi je prava mala mestna džungla. Ajda izbira in skrbi za rastline, Jakob pa si je zamislil in izvedel preprost, a učinkovit zalivalni sistem. Tako je za rastline poskrbljeno tudi, ko sta na potovanjih. Torej, če vam predstavim, kako je stanovanje izgledalo pred prenovo. Pred prenovo bi vstopila tukaj v zaprto vežo, temno, in pred nama bi bila troje vrat. In skozi prva vrata bi vstopila v kuhinjo, ki je bila relativno ozka. To je površina kuhinje z elementi na eni in drugi strani in na koncu kotno mizo. To vedno občudujem, kako arhitekti iz tiste prejšnje nagnetene situacije potem vidite, kaj vse se da odpreti, podreti in kako pridemo do enega takega lepega, velikega, svetlega prostora. Bravo. Ja, pri tem stanovanju je bilo res odločilno to, da smo videli, da lahko iz nekega sicer morda malo zastarelega tkiva preuredimo v svetov in odprt prostor, ki bo podpiral moderno življenje. To pred nama je bila že takrat dnevna soba, je pa bila torej polovico manjša, ker je bila pred nama predelna stena. Danes pa je to odprt prostor, ki omogoča kuhinjo, jedilnico, druženje in pa tudi skrit delovni kotiček. Torej, ker Jakob dela od doma, je bilo potrebno izvesti tudi pisarno. Da pa pisarne ne gledamo 7 dni na teden, je ta skrita za zaveso, ki jo ob delu odmaknemo. Imamo svetlo delovno površino s pogledom na zunanjost. Tukaj imamo pa še spalnični prostor, ki se ni veliko spremenjal, razen moderne opreme, in pa malo smo preuredili prostor. To je verjetno kakšna garderobna omara za zaveso, ne? Za zaveso garderobna omara in ob večerih se linija zavese zapre še pred okno. In kaj, športno opremo pa zaklenete v kletko? Ja, tukaj imamo pa skrite plezalke in pa alpinistično opremo. Torej, utility pa smo rešili v omari, ki vizualno podaljša steno. To nam tako všeč. Notra pa se skriva presenečenje. Ja, kaj je to? To je neka nalepka, tapeta ali kako? Ja, ta omara je v izvedbi OSB plošče oblečene v tapeto, nalepko za steno ali pohištvo. In seveda, če noter ne bi bilo luči, če ne bi bilo ta prostor osvetljen, ta šahovnica ne bi tako lepo funkcionirala, ne? Ne, absolutno ne. To je zabaven twist na morda popolnoma utilitarno stvar, ki lahko postane atraktiven dodatek stanovanja. Ajda, vi ste tudi prejemnica Vurnikovega priznanja za obetavne mlade študente arhitekture. Povejte, kaj ta nagrada predstavlja? Študentje kandidiramo za to nagrado z svojim študijskim portfolijem, ki zajema naše delo tekom študija, in pa z osebnim esejem, v katerem se ukvarjamo z arhitектuro. Jakob, vi bi pa tudi lahko podelili kakšno nagrado za tole prvo uspešno prenovo, ne? Seveda, jaz sem v bistvu zelo zadovoljen s tem, kako je to stanovanje na koncu izpadlo. Ajda, očitno se bomo v ambientih torej še kdaj videli, a ne? Ja, upam, da res.